Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Med zelo uspešne športnice iz naše občine nedvomno spada tudi Nina Volčina, odlična balinarka, katero gostimo v današnjem športnem pogovoru. Lepo pozdravljena. Pozdrav. Nedolgo nazaj, dober mesec dni, je od tega ste na Evropskem prvenstvu v balinjenju, ki je potekalo v Ljubljani, skupaj s Tadejo Petrič osvojile naslov podprvakinj v štafetnem zbijanju, zato bi vam najprej čestital. Kakšni so spomini na zadnje to večje tekmovanje? Ja, prvo, hvala lepa. Mislim, zdaj je ravno en mesec od tega in spomini so še vedno tu, še vedno je lepo. Nastop pred domačimi gledalci na tako velikem tekmovanju so vas najverjetneje to izkoristili tudi vaši bližnji sorodniki, vas prišli kaj spodbujati. Kako je nastopati pred takim občinstvom? Ja, mi smo si res želeli, da bi enkrat doživeli to prvenstvo doma, sploh na Krimu, ki je moj klub. Res je, da je bilo med tednom, kar je zaradi služb in tega malo težko, ampak ja, so tu domači prišli in res je lepo na nekaj posebnega pred domačimi. Sicer pa to ni vaš letošnji edini odmevni dosežek. Kot članica reprezentance ste nastopila tudi na Sredozemskih igrah, kjer ste osvojila tisto nehvaležno 4. mesto, vsega za 2 točki ste v boju za 3. mesto ostali brez medalje. Kakšni so spomini na to sredozemsko prvenstvo? Ja, res je, vložili smo veliko truda, tudi kondicijskih priprav in je nehvaležno 4. mesto, vseeno sem zadovoljna, rezultati so bili lepi. Tale tekmovalka Serena, sem proti njej že 3 ali 4 leta nazaj isto izgubila za 4. mesto, oziroma 3., ampak vseeno sem zadovoljna. Sicer pa ta 2 omenjena dosežka nista edina 2 vaša iz evropskih pa svetovnih prvenstev. Kateri je tisti dosežek, na katerega bi bila sama najbolj ponosna? Jaz sem ponosna na vse, ampak načeloma bi kar letošnje evropsko res smo se trudili, garali smo in na to sem res ponosna, pa tudi na vsa svetovna vse. Pa se povrniva v obdobju vašega začetka ukvarjanja z balinanjem. Kdo vas je sploh navdušil za ta šport? Ja, navdušil me je Nono, sem hodila na njegove tekme, smo ga malo gledali. No, potem smo pa enkrat tudi v šolo šli, smo malo probali in me je moj bivši trener Frank poklical. Rekel, če prej malo probati in od takrat naprej balinam. Ste takoj zaznala, da je to šport, s katerim se želite ukvarjati, ali je bilo potrebno kaj več časa, da ste se odločili, da boste resno se posvetili temu treningu? Ja, jaz sem takrat trenirala še karate in v bistvu obedvoje mi je bilo zelo všeč, ampak je bilo težko uskladovati treninge. In je bilo prišlo do odločitve, da bom nadaljevala z balinanjem. Najbrž vam ni žal, da ste se tako odločila. Nenazadnje ste zelo hitro začela tudi nastopati za člansko ekipo Idrijskega balinarskega kluba. Ja, jaz že od takrat mislim, da je bila to prava odločitev in v bistvu sem kar hmalu sem se pridružila članicam. Je pa tudi članska ekipa balinarskega kluba Idrija med ženskami osvojila en odmeven rezultat. Osvojili ste naslov ekipnega državnega prvaka leta 2014 ali 2015. Ja, res je, takrat smo to osvojili. Mislim, da 2-krat tudi, ampak potem so se naše poti šle. Prav leta 2015 ste prestopili iz domačega kluba v balinarski klub Krim, ki pa je nedvomno med najuspešnejšimi slovenskimi balinarskimi klubi. Kako je prišlo do tega prestopa? Samo zaradi vaših rezultatov ali tudi drugih življenjskih sprememb? Ja, prvo je bila šola, jaz sem se takrat šolala v Ljubljani in v bistvu že iz reprezentance smo imeli zelo dobre odnose s puncami na Krimu, smo se razumeli in vse to je nekako potem prevagalo. Ja. Pravite, da ste se razumeli, razumejo tudi kaj po idrsko vaše sotekmovalke pa trener? Ja, že od takrat se znamo kar malo pohecati, razumejo. Sicer ste pa že dolgoletna članica reprezentance. Kako je nastopati za svojo državo na teh največjih tekmovanjih? Ja, v bistvu 2014 sem šla na svoje prvo svetovno in v bistvu takrat, ko sem to zvedla, je bilo neko veselje, res si ponosen lahko zastopaš svojo državo in posebni občutki.
Sicer trenutno v Balinjanju najvišji rang so prav Evropska svetovna prvenstva, potem Sredozemske igre. Balinjanje ni na programu olimpijskih iger. Se kaj govori o mogočih spremembah na tem področju, da bi tudi balinjanje postalo del olimpijske druščine? Ja, mi si res želimo, da bi se to zgodilo, sploh ker so zdaj naslednje olimpijske v Franciji in Francija je v balinjanju neka velesila. Ampak je težko, ker ni tako, vse ljudje ne poznajo toliko balinjanja, ampak jaz upam, da bo enkrat uspelo. Kaj pa vas najbolj pritegne pri samem balinjanju? Kaj je tista stvar, zaradi katerega imate tako rada ta šport? V bistvu vseeno. Če govorimo o disciplinah, so to hitrostno, štafetno, ker jaz zelo rada tečem. Všeč so mi tudi seveda druge discipline in videla sem veliko sveta, spoznaš tudi druge tekmovalke, ljudi in se navežejo te stiki in lepo. Omenila ste različne discipline. Nenazadnje bo v kratkem minilo 4 leta, odkar ste z Erikom Čehom osvojili naslov svetovne podprvakinje v mešanih štafetah. To je bila takrat prva izvedba tega tekmovanja. Poleg tega pa, če so podatki pravi, ste bila tudi solastnica svetovnega rekorda. Ja, v bistvu takrat smo naredila dober rezultat, ampak sta potem Francoza takrat na tistem prvenstvu postavila nov svetovni rekord. Se pravi, ampak za kratek čas ste bila. Ja. Poleg tega, da ste članica reprezentance, ste pa tudi večkrat osvojili naslov najboljše balinarke v Sloveniji. Najbrž je to dokaz, potrditev dobrega dela, dobrih dosežkov. Kako športnik sprejme ta naziv, da je najboljši v svoji športni panogi v Sloveniji? Ja, je poseben občutek, seštevajo se točke čez celo leto, ko delaš, garaš in to je potem neka nagrada. Najboljša balinarka sta bila 3 leta zapored, drži? Pravite, delaš, garaš, koliko je treba priprav, tako bom rekel fizičnih, kot mogoče tudi psihičnih, koliko treningov opravljate tedensko? Ja, načeloma 2-krat, ko so pa kakšna prvenstva, imamo pa tukaj priprave, imamo večdnevne priprave, so tudi turniri, tekmovanja, da se potem pripraviš na ta večja prvenstva, kondicijske priprave in je tudi treba se malo psihično pripraviti. Ampak če si v formi, če čez celo leto in si ves čas v pogonu, potem je malo lažje. Še kaj spremljate dogajanje v idrijskem balinarskem klubu? Ja, mislim, Petra, rečemo, je zdaj naša pomočnica, se tu zelo dobro razumemo, ampak mi smo zdaj začeli z liga in smo po parih kolih smo zvedeli, da je kolektor izstopil zdaj iz naše lige, tako da upam, da se drugo leto vrnejo. Mogoče veste, obstaja kakšna vaša naslednica ali pa mogoče v konkurenci naslednji, ki bi lahko posegel po takih rezultatih, kot ste jih do sedaj sama dosegla? Jaz mislim, da se zdaj zelo dela z mladimi, kar je zelo dobro in mislim, da lahko pride za mano še kar veliko dobrih. Kakšne so pa sicer vaše želje, načrti vezano na balinjanje v prihodnje? Ja, želela sem si letos na domačem prvenstvu še tale zvezdica, kar je zlata medalja. In jaz še vedno lovim, tudi zdaj še vedno delamo, imamo še par tekmovanj in jaz upam oziroma vem, da bom tudi to dosegla. Nina Volčina, hvala za obisk v našem studiu. Hkrati bi vam zaželel obilo sreče tako na športnem področju, kot tudi v samem življenju in pa da nas bi še vnaprej razveseljevala z dobrimi dosežki. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in povabim tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.